Če ti nov urejevalnik Gutenberg ni všeč in še vedno želiš uporabljati prejšnjega, lahko namestiš vtičnik Classic Editor, ki bo imel posodobitve na voljo še vse do leta 2021. V tem videu ti tako pokažem, kako namestiš ta vtičnik in kako ga aktiviraš. Tako, pa smo že v nadzorni plošči. Najprej bomo torej namestili vtičnik in sicer gremo pod vtičnike in pa dodaj. Poiščemo vtičnik Classic Editor. Classic Editor avtorja WordPress. Kliknemo za namestitev Namesti zdaj. In ko je vtičnik nameščen, ga moramo še aktivirati. To pač enostavno narediš tako, da klikneš na gumb Aktiviraj in Classic Editor je sedaj nameščen. Pod Settings imamo še nekaj dodatnih nastavitev, ki pa jih ni potrebno vstavljati. Če gremo sedaj na stran in odpremo eno izmed strani, lahko hitro vidimo, da nimamo več bloka, ampak da imamo res ta stari editor, kot smo bili recimo do sedaj navajeni. In to je vse. Edino ne pozabi, da bo ta vtičnik na voljo oziroma imel podporo samo do leta 2021.